Drage moje pupike, živo in dobrodošli na kanalu Emina Lepotilnica in v novem, lahko rečem, lepotno obarvanem videu. Kar nekaj časa je že minilo, odkar smo nazadnje snemala video s svojimi mesečnimi, tedenski, recimo letnimi favoriti. In glede na to, da sem v preteklem letu in tudi letos testirala kar veliko kozmetike, pobrala ven tiste najboljše, sem rekla, evo, danes je idealno, da ti vse to pokažem. Bomo pa malo drugače zapeljale, ponavadi sem te videe snemala tako, da sem ti pač kar naštevala. Zdaj bo šle pa tako, da se boš ti lažje znajla. Torej ne bom ti jih samo kazala, ampak ti bom konkretno za vsak predel telesa, obraza pokazala, kaj jaz rada uporabljam. Glede na to, da je tega kar precej, jaz predlagam, da kar začneva, da ti v vsakem produktu povem stavek ali pa dva, ne predolgo, če ne, to zna biti 20 plus minut, na kratko. In evo, začniva mogoče kar nekako s produktom, ki ga jaz uporabljam res čisto vsak dan. To je micelarna vodica. Jaz konkretno uporabljam od znamke Bioderma, tale je Senzi Boha 2O. V bistvu tole sem že zdaj ta drugo, tole ta veliko pakiranje sprazana, 500 ml. Meni je všeč, ker batko samo položim gor na tole pumpico, dobim to micelarno vodico ven in v bistvu zelo lepo čist moja koža, tudi zelo taka nežna vodica, nič kaj agresivna, tako da evo, jaz to uporabljam, zdaj lahko rečem že kar več kot pol leta, zato je čistat make-up in mi je super. Potem, ko sem omenila evo glih vatke, ti lahko povem svoje najljubše vatke. To so kar tele, kupam jih v Millerju, zelo so mi v bistvu všeč, ker se nič tisne cufajo, trgajo, tudi zelo so ugodne, velikrat ima tudi kakšne akcije, kjer so par centov te vatke znižane. Ta firma Dutchness, upam, da sem prav izgovorila, mislim, da je tole v nemščini, skratka, priporočam tele vatke poceni, pa res ne trgajo se, no. Jaz sovražam tist občutek, ki se vatka tako cufa. Ful me to spominja. Gremo naprej, evo, bom kar naključno ven jemala. Torej, kot sem rekla, vsak produkt je po en. Sem res želela to tako striktno omejiti. Zelo rada, evo, zadnje čase uporabljam za tuširanje tale šampon The Body Shop. V bistvu gre za cvet kaktusa in vonj je zelo tak edinstven. V bistvu ga sploh ne moram z ničimer primerjati. To dejansko moraš povonjati, da boš vedela, o čem govorim. Je bolj tak sladek, ne preveč agresiven in res prijetno diši, tako da evo, s tem se jaz zadnje, recimo tedne tuširam. Potem za nego telesa uporabljam tole olje. Tole mislim, da sem dobila na blogerski konferenci. Ja, bo držal Organic Argan, torej negovalno arganovo olje. Pa tuširanju tega sicer ne uporabljam vsak dan, recimo tam ene 4-krat na teden in res zelo v bistvu lepo navlaži moje telo, tako da mi je tale zelo všeč. V bistvu je skoraj že prazen in bom mogla obnoviti zalogo, tako da tam je res fajn. Še en izdelek, ki je proti koncu. Tole kremico sem zelo rada uporabljala torej v bolj toplejših dneh, v bistvu sem jo čisto spraznila, ampak sem ti jo želela vsem pokazati. Tole gre za L'Occitane, mislim, da Aqua Rotir linijo. Na mojem kanalu je celo en cel video o tej torej znamki, ki sem testirala, mislim, da je bilo spomladi v letu 2018, ne vem, bom pustila link spodaj. Evo, čist praznena, zelo v bistvu taka, da nahrani tvojo kožo, ampak recimo za pozimi je bilo pa malo premalo, tako da sem nekako to dnevno kremo zamenjala, a je tale za podnevi, ja, pa za tole od znamke Friziderm. Tudi o tej kremici je en video, ki jo posebej pač opišem. Ta pa je malo bolj taka masna in po mojem mnenju zelo primerna torej za pozimi, ko rabiš malo tisto dodatno nego, ne? Tako da, evo, L'Occitane in Friziderm sta bile dve moji taki kremici, ki sem ju uporabljala torej za dnevno nekako podlago vlaženje. Pa greva pa lahko kar na nočno, glede na to, da govoriva o kremicah. Evo, za ponoč rada uporabljam tole od znamke Nivea. To sem prijela ne še toliko dolg nazaj. Predtem sem uporabljala tudi od Friziderm nočno kremo, pa je bilo v bistvu čisto redel, nobenih pripomb, ampak jaz zelo rada malo testiram, menjam, ko pride nova kolekcija, potem testiram to. Evo, zdaj sem testirala tole Niveino Q10 Power, glede na to, da je taka zelo masna in jaz imam kar precej toplo v stanovanju, ogrevam, tale zelo lepo, no, se obnese, zjutraj
ni nič moja koža, tako nič me zateguje, tako da tudi tole bi ti priporočala. Morate pa pač vedeti, ne, da to, kar jaz priporočam, jaz imam recimo tak mal mešan, suh tip kože, tako da imejte to v mislih, da te izdelke, ki vam govorim, da če imaš ti recimo masten ali pa suh tip kože, ni 100% garancije, da ti bo pač ustrezal. Potem evo od Friziderm, to v bistvu taka znamka, ki sem jo lahko lani testirala in je zelo veliko produktov tudi ostal v moji nekak negi, rutini. Gre torej za peeling za obraz. Jaz peeling ne bom rekla, da 2-krat na teden izvajam, ker ne, nisem tako dosledna, 1-krat na teden pa. In tale zelo prijetnega vonja, nima tistih prevelikih zrn, ko masiraš obraz in mi je zato zelo všeč, ker pač ni preagresiven. Moja koža vseeno je občutljiva. Še nekaj bi rada zdaj povedala. Velikrat se znajde vprašanje na mojem YouTubeu, v komentarjih spodnji me sprašujete, Eva, zakaj imaš to rdeče oči? Pa da jaz enkrat odgovorim, da ne govorim vsake posebej. Evo, zdaj, kaj jaz snimam, sta pred mano dve močni luči. Tukaj je softbox, oziroma ne, tle je softbox, tukaj je ring light. In jaz, ko gledam nekaj časa v te močne luči, moje oči ratajo ful pač rdeče, a ne, tako da to je v bistvu glavni razlog za to. Nekaj časa sem tudi mislila, da je kriva ščitnica, ker sem imela malenkost povečano in znata te rdečkaste oči biti tudi v povezavi s tem, ampak v bistvu glavni razlog sta ti dve močne luči, tako da ne bo več teh vprašanj, Eva, a kaj jemljaš, ne, bog ne dej, samo luči so tiste, pa imam sicer tudi malo bolj občutljive, tako da smo zdaj to razjasnili. Gremo naprej, recimo, evo, na labelo, ki jo zelo rada uporabljam, tole od znamke Nux. Zdaj imajo že eno novejšo verzijo, ampak glede na to, da jaz tele še nisem spraznila, bom najprej porabila to. Gre za tako medeno linijo, meni zelo lepo navlaži ustnice. Imela sem zdaj eno obdobje, pa ni bil ne vem kakšen mraz, ampak sem imela taka izsušena usta, kot da bi se preveč sončila in tiste pikice na ustih. Ne vem, zakaj do tega prišlo, ampak evo, s tole Nuxovo sem si pomagala in je super opravila svojo nalogo, tako da ostaja še vedno tista glavna za ustnice. Potem, kadar je moja koža dodatno izsušena, v bistvu tlele imam še en produkt, uporabljam te dva izdelka, pa bom posebej razložila. Tale je od znamke Eucerin, v bistvu gre za peeling in serum v enem, s tem, da ne glede na to, da piše peeling, se zadeva ne spira. Torej, naneseš, v bistvu je ful taka zanimiva embalaža, v bistvu stisneš in pride serumček iz tle, peeling pa iz tukaj. In to pustiš potem čez noč in kadar je bila moja koža res zelo izsušena, je tale Eucerinov produkt zelo super ustrezal. V bistvu ugotovila sem, da Eucerin je zelo taka znamka, da ne bom rekla, da ni nič posebenega, ali pa bi imel mogoče to pravilen izraz. Tok ni nič posebenega, da mi zato tok zelo odgovarja. Tako da mogoče, če kera ni najdla, ne vem, kakšnega produkta, ki bi bil tak vsestranski, ali pa išče eno znamko, da bi res imela več ali manj celo kolekcijo iz te, probi ta Eucerin. Res zelo, zelo zanimiva, nežna, neagresivna, tako da mene super. Potem imam tukaj še tole termalno vodo od znamke Avene. Tale mi recimo super služi, če grem ali na bazen, ali polet na morju, ali hočeš na hiter neki na obraz, neki ne bi kreme, neki torej za posprejati. Tale super zadeva, zelo taka nežna vodica, pospreješ in je lahko v trenutku boljš. Še ene 5 produktov imam, upam, da niste preveč še utrujene. Gremo evo na kremico za roke. Tale je od znamke L'Occitane, mislim, da Karitejevo maslo. To sem torej uporabljala za nego svojih rok. Meni super ustreza, tudi tale embalaža mi je ena lepših, kar jih je L'Occitane izdal, pa vsak ta simbolček ima drugačen tak pomen. Potem, ja, mogoče lahko tudi britvice omenim, zakaj pa ne. Evo, zdajle sem nazadnje testirala tele, pritegne me, ker je pisal gor številka 1 v Nemčiji. Kjera je to sploh znamka? Aha, Extreme 3. Ej, super britvice. Zelo lepo pač poreže dlačice, tako da, če si v iskanju dobrih britvic, meni so tele super, tako da ja, evo, zdaj pa reši 4 produkte. Mogoče ti pokažem, kjer deodorant jaz trenutno uporabljam. To je tale, Bortalco, upam, da sem prav rekla, Bortalco znamka. Jaz uporabljam kar tega klasičnega. Sem že probavala, doma imam enega z takim sivim pokrovčkom, pa mi ni ustrezal, tako da tale je tist, ki meni pomaga in se ne usmrdim. Še vedno pač čutim, da se spotim, sploh po zimi. Se jaz bolj potim kot poleti, ful zanimivo. Tale mi dober služ, tako da to je moj deodoranček za vsak
vsak dan. Evo, tole je kremica za oči, ki jo zadnje čase kar redno uporabljam. Hyaluron filler, torej za predel okoli oči, pač po, bi rekla, 23. letu se ti začnejo delati tukaj gubice, hočeš nočeš. Tako da nekje sem slišala, da pač se ti koža zguba, če se preveč smejiš ali pa vsakeč, ko mi žikneš. To drži, ampak pač jaz si ne predstavljam, da bi se za voljo gub nehala smeti. Pač ni žal. Tako da raj si pomagam s takimi zadevami in nasmeh je zame še vedno najlepši make-up. Tako da čim manj neobremenjeno pri teh stvareh. Potem ti pokažem še tole olje, ki zelo rada uporabljam. Včasih dan kar pride nanesem dnevno ali pa nočno kremo. V bistvu gre za Melvitino suho olje, noter so, mislim, da še 5 različnih olj, zdajle z glave ti iskreno ne vem čisto točno povedati, kera so, ampak meni super ustreza, v bistvu je ful vsestranski in lahko naneseš na konice svojih las in torej na obraz in na telo, tako da če pač želiš eno tako olje, ki bo v bistvu ti služilo pri celem telesu, evo tole Melvitino je bilo meni superca. Pa v bistvu, evo še zadnji produkt pa je v bistvu tole, sem dobila pred kratkim zatestirati od znamke The Body Shop. V bistvu je to komplet tegale setka od cvetov kaktusa. To je pa tak jogurt za telo. Ful lepo diši, res, če boš daj v Body Shopu, daj preveri tale von, res je božanski. Sem imela tudi zimsko linijo, sem jo porabila, pa imam še en tak vaniljev jogurt, tako da meni so ti jogurti od znamke The Body Shop res super. Tako da evo, to lepo uporabljam, če se želim vlažiti svoje telo. Tako da v bistvu smo šle evo do konca. Seveda produktov je še ogromno, nekako jaz sem zdaj izbrala nakup tiste, ki me najbolj ustrezajo, ki bi ti z veseljem in brez slabe vesti priporočila. Če kaj od tega uporabljaš, bom ful vesela, če spodaj v komentar zapišeš, kaj uporabljaš, a ti ustreza, a si mogoče kaj od tega probala, pa ti ne ustreza. Saj tudi to pač ni nič narobe, ne? Vsaka izmed nas ima različen ten tip in tako naprej kože, tako da dajmo se malo pogovarjati o make-upu. In še eno vprašanje, to bi pa res te prosila, da na njega odgovoriš. Če ti bil tale video všeč, a bi želela videti še drugi del, kjer pa ti pokažem svoje najljubše make-up produkte, torej samo en puder, samo eno maskaro, kjer bi ti priporočila in kjer korektor in tako naprej. Tako da se mislim, da zdaj razumete ta koncept videa. In to je to, evo, prišli smo do konca videa, pokazala sem ti vseh, koliko tam nekje 20 produktov. Za konc naj te še povabim, da se naročiš na moj kanal, stisneš rdeč kvadratek, naroči se. Vesela pa bom tudi, če mi slediš na Instagramu in Facebooku. Evina Lepotilnica je moje družbeno ime. Tako da ja, se gledamo, beremo, tipkamo, lepo se imejte, poljubčki in čau, čau!